Pokrovitelj oddaje je Goalgetter Sport Shop, vse za nogomet in prosti čas. Pred nami je pregled 23. kroga v drugi slovenski nogometni ligi. Razmočena igrišča so, kot kaže, odlično vplivala na strelce, kajti padlo je kar 29 golov, torej več kot 3 goli na tekmo. Najbolj odmeva rezultat iz Vipovž, kjer so Brda remizirala s Taborjem iz Sežane, bilo je 1:1. Izjemno pomembno zmago v boju za vrh lestvice so dosegli nogometaši AŠK Brava v Novem mestu. V boju za obstanek pa je Ilirija doma kar 4:0 odpravila Ankaran Hrvatine. Naše popotovanje po drugoligaških nogometnih štadionih začenjamo v goriških Brdih na super zanimivem obračunu Brda Cherry Box Tabor Sežana. Obe ekipi sta igrali zelo napadalno, kajti potrebovali sta nove prvenstvene točke, domačini za obstanek, gostje za vrh prvenstvene razpredelnice. In rezultat takšne igre so bile številne priložnosti tako na eni, kakor tudi na drugi strani. No, Brici so tekmo bolje začeli in v 28. minuti tale situacija, igranje z roko v kazenskem prostoru, glavni sodnik Rade Obrenović je bil blizu, tako je pokazal na belo točko za domače nogometaše. Še po časnem posnetku strel Matica Marciusa in na koncu igranje z roko in torej velika priložnost za Brice za vodstvo z 1:0. Odgovornost je prevzel Marcius ter rutinirano zabil zadetek, torej domačini so v 28. minuti povedli z 1:0. Marcius je poslal vratarja v eno stran, žogo v drugo in veliko veselje na štadionu, kajti večina navijačev je stiskala pesti za Brice. No, veselje domačih pa je bilo kratko, trajalo je le minuto. Gostje so krenili iz centra in, kot kaže, so bili še domačini pod vtisom tega vodstva in tako je sledila kazen. Takole je prodrl Leon Sever, na koncu pa s skrajnimi močmi zabil žogo v mrežo za izenačenje na 1:1. Res izjemna akcija Leona Severja, ki je našel še toliko moči, da je žogo preusmeril v gol in upravičeno se je za glavo prijel vratar domačih Matija Radikon. V nadaljevanju tega prvega polčasa še nekaj izjemnih priložnosti za zadetek, tako na eni, kakor tudi na drugi strani. Domačini so si priigrali lepo število odličnih situacij pred golom vratarja Arjana Rennerja. To pa je tudi priložnost Taborja iz Sežane v zaključku tega prvega dela igre. Ponovno je poskušal Leon Sever, vendar ni bil tako uspešen kot v 29. minuti. No, sliko smo že v drugem delu igre, ko je bilo prav tako zelo veselo. Priložnosti tako na eni, kakor tudi na drugi strani, okrog 250 gledalcev je zares videlo izjemno dinamično tekmo. Pa priložnost temnopoltega Kebeja, na pravem mestu je bil Matija Radikon. In že smo v zadnjih trenutkih obračuna, ko so si Sežanci priigrali še eno veliko priložnost za končno zmago, toda ni jim uspelo in tekma se je končala z delitvijo točk. Nadaljujemo v Novem mestu na obračunu Krka AŠK Bravo. Gostje so se kar malce bali tega gostovanja v dolenjski prestolnici, kajti tukaj so imeli vedno velike težave, no tokrat je bilo drugače. Gostje so namreč povedli že v prvem polčasu, natančneje v 29. minuti, po tejle lepi podaji v kazenski prostor je zadel izkušeni Andraž Kirm. Veliko veselje Ljubljančanov. Natančna podaja Mitje Križana točno na glavo Kirmu, ki mu seveda ni bilo težko zabiti za 0:1. To pa seveda še ni bilo vse, kar so Ljubljančani pokazali v prvem polčasu. Le minuto kasneje so namreč prišli do vodstva z 0:2. Takole so domačini zapravili žogo, potem pa so gostje izpeljali lepo kombinacijo in na koncu Mitja Križan za 0:2.
Lepo se je Križan oddolžil trenerju Dejanu Grabiču za igranje v začetni enajsterici, podajalec pri prvem golu in strelec torej tega drugega zadetka je na koncu prinesel tudi vse 3 točke gostom. No, v drugem polčasu so domačini le uspeli doseči zadetek, kar pa je bilo seveda premalo za kaj več kot časten poraz. No, zadetek pa je bil zares izjemen. V 81. minuti ga je dosegel David Škrbec, ki je postavil končni rezultat tega obračuna. Krka AŠK Bravo 1:2. Goalgetter Shop, največja ponudba nogometne opreme v Sloveniji, vrhunskih znamk Adidas, Nike, Ereja, Joma, Kelme, Rojh, kopačke, dvoranski copati, dresi, trenirke, torbe, jakne, žoge, oprema za golmane, trenerje in sodnike, pripomočki za trening, bogata izbira pokalov, medalj, plaket in ostalih priznanj. Opremo po vaši želji potiskajo. Vse na enem mestu na www.goalgetter-shop.com ter v trgovinah v Rogaški Slatini, Mariboru in Murski Soboti. V Radomljah so domače Radomlje gostile Dravoda Kindo Ptuj. Med tednom so Radomljani ostali brez trenerja Muamerja Vugdaliča, ki je moral oditi zaradi slabih rezultatov in očitno je ta šok terapija delovala, kajti domačini so rutinirano odpravili nogometaše iz najstarejšega slovenskega mesta. Prvi zadetek je padel v 13. minuti strelec Luka Cerar. Veselje domačih je trajalo 14 minut, ko so gostje rezultat poravnali na 1:1. To je bila lepa akcija. Na koncu pa je žoga prišla do Timoteja Mateja, ki je zabil za 1:1. Mate je bil tukaj popolnoma osamljen, je pa res, da je veliko dela opravil nogometaš številko 9, Rok Zorko. Do konca polčasa so gledalci videli še 2 gola, prvega v 37. minuti, ko so domačini ponovno povedli. Najprej strel z precejšnje razdalje, vratar Ptujčanov na mestu, potem pa natančna podaja z desne strani v kazenski prostor. Podal je Horvat na pravem mestu, Anel Hajrič za 2:1. Hajrič je z glavo dosegel že 26. gol v letošnjem državnem prvenstvu in je daleč najboljši strelec druge slovenske nogometne lige, denimo na drugem mestu je temnopolti Kebe, igralec Cherryboxa Taborja iz Sežane, ki je dosegel le 19 golov, seveda le pod narekovaji. In tukaj smo že v 45. minuti, ko so domačini dosegli še 3. gol na tekmi, zadel je Gal Primc. V drugem polčasu okrog 300 gledalcev ni videlo več gola in ostalo je pri rezultatu, torej Kalce Radomlje Dravoda Kinda Ptuj 3:1. V Lendavi sta se udarila Nafta 1903 in Fužinar Vzajemci. Domači nogometaši, ki letos igrajo po sistemu toplo-hladno, so ponovno razočarali, kajti že v 10. minuti so morali po žogo v svojo mrežo. Takole je žogo ukradel Horvat, nato pa rutinirano zabil za 0:1. Veliko slavje Korošcev v Lendavi, pa zares izjemna akcija Edija Horvata, ki je najprej ukradel žogo, nato pretekel po igrišča ter na koncu matiral še nemočnega vratarja Florjana Raduho. Igralci Fužinarja so že v prejšnjem krogu zablesteli, ko so v sodnikovem podaljšku preobrnili rezultat doma proti Dobu. Dolgo so zaostajali z 0:1, na koncu pa zmaga z 2:1. No, tale obračun pa so dokončno preobrnili sebi v prid v 86. minuti, ko je z glavo zabil še Nik Fasfalt.
Lepa akcija nogometašev v rdečih dresih. Tukaj tudi vratar Florjan Raduha ni izgledal najbolje, na pravem mestu pa je bil Fasfalt, ki je torej potisnil z glavo žogo v mrežo za vodstvo z 0:2. To pa še ni bilo vse, kar so gostje pokazali v Prekmurju v sodnikovem podaljšku, natančneje v 93. minuti. Tale lepa akcija, hitra kombinacija, na koncu pa žoga do Edija Horvata, ki je močno, natančno zabil za 0:3. Kakšna bomba Horvata, ki je bil igralec tega obračuna, dosegel je 2 zadetka ter zavil Naftaše v črno. Nafta 1903, Fužinar Zajemci 0:3. V Dobu so domači nogometaši po pričakovanju premagali Brežice Terme Čatež. Domačini so temelje zmage položili že v prvem polčasu, natančneje v 30. minuti. Najprej so podali žogo iz kota, tam pa je bil v kazenskem prostoru najbolj zbran Račin za 1:0. V drugem polčasu je okrog 70 gledalcev videlo še 2 gola. Mi si bomo gledali gol za končnih 3:0, ki je padel v 84. minuti. To je tale kombinacija domačinov, ki so seveda nastopili v tradicionalnih modrih majicah. Na koncu pa je bil uspešen Denis Petrovič. Lepo je preigral gostujočega čuvaja mreže Aneja Mrežarja in rutinirano potisnil žogo v mrežo za novo zmago Doba, torej Dob Brežice Terme Čatež 3:0. V Dekanih izjemno zanimiv obračun Jadran Dekani Beltinci. Domačini so prišli v vodstvo v 21. minuti, ko je takole zadel Luka Stepančič. Lepa podaja je bila to v kazenski prostor, podal je Denis Šop, nato pa Stepančič zanesljivo za 1:0. Veselje domačih je trajalo vse do 45. minute, ko so žuti iz Beltincev izenačili. Po tejle globinski podaji je bil uspešen Mitja Mavko. 1:1 je bil tudi rezultat prvega polčasa. V drugem polčasu so gledalci, ki se jih je zbralo okrog 120, videli še 3 zadetke. Najprej so zadeli Beltinčani v 55. minuti tale prodor, potem pa iz neposredne bližine Mavko nekako za 1:2. Prav neverjetno, kaj je skoraj zgrešil Mavko. Na koncu pa je glavni sodnik tega obračuna Božo Kondič vseeno pokazal, da je žoga prešla golovo črto. No, tudi iz te situacije, iz tega posnetka se ne vidi najbolje, ali je imel glavni sodnik prav. No, v nadaljevanju so domačini vseeno uspeli preobrniti rezultat sebi v prid. Najprej najstrožja kazen za Jadran, dvomov tukaj ni bilo. Preoster je bil nogometaš številko 4, Nino Bertalanič, potem pa z bele točke natančen Žan Nikolić za 2:2, tekla je 60. minuta. Odločitev zmagovalcev pa je padla 16 minut kasneje, natančneje v 76. minuti, no še predtem pa je v 66. minuti poerdečel Borut Lukač in domačini so imeli igralca več na igrišču, kar so izkoristili, kot sem že dejal, v 76. minuti, ko je Adem Ziba zadev za končnih Jadran Dekani Beltinci 3:2. Goalgetter Shop, največja ponudba nogometne opreme v Sloveniji, vrhunskih znamk Adidas, Nike, Ereja, Joma, Kelme, Rojh, kopačke, dvoranski copati, dresi, trenirke, torbe, jakne, žoge, oprema za golmane, trenerje in sodnike, pripomočki za trening, bogata izbira pokalov, medalj, plaket in ostalih priznanj. Opremo po vaši želji potiskajo
Vse na enem mestu na www.goalgetter-shop.com ter v trgovinah v Rogaški Slatini, Mariboru in Murski Soboti. V Ljubljani sta se udarila Ilirija 1911 in Ankaran Hrvatini. Domačini so povedli v 35 minuti s tem izjemnim strelom Aldina Čufuroviča. Ilirijani so v prejšnjem krogu navdušili na Ptuju, kjer so dosegli odmevno zmago. Tukaj so torej lovili drugo zaporedno zmago. 1-0 je bil rezultat prvega polčasa. V drugem polčasu so zabili še 3 gole in visoko zmagali 4-0. V 56 minuti vodstvo z 2-0 po lepi kombinaciji je na koncu žoga prišla do Nermina Haljete, ta pa je brez težav zadel za 2-0. No, Primorci so veliki rezultatski krizi. Pred temle obračunom so izgubili 3 zaporedne tekme in res se lahko vprašamo, kaj se dogaja z nogometaši Ankarana, ki so v 79 minuti morali še enkrat po žogo v svojo mrežo, strelec pa Turkuš. Brez posebnih težav je Turkuš zadel v polno, lepa dolga podaja, potem pa je takole matiral Starčeviča. Končni rezultat Ilirija 1911, Ankaran Hrvatini pa je v 89 minuti dosegel Anže Kosi. Ljubljančani so tako knjižili drugo zaporedno zmago, gost je 4. zaporedni poraz. V Rogaški Slatini so pri domači Rogaški gostovali nogometaši Vitane Zbilja. Domačini so povedli v 33 minuti po podaju v kazenski prostor je zadel Denis Mraz. Počasen posnetek je razkril, da so imeli domačini nekaj sreče, kajti po strelu Mraza se je žoga odbila od enega gostujočih nogometašev in končala v mreži. To je bil tudi rezultat polčasa. V 50 minuti vodstvo domači z 2-0. Uroš Krivec je presenetil vse, tudi vratarja Jureta Lipičarja v golu bil. Vsi so pričakovali podajo v sredino, vendar domači napadalec je storil drugače in zabil za 2-0. Nato pa temne minute za Rogaško, kajti gostje so prišli do izenačenja. Najprej v 76 minuti izjemen gol Mateja Žižmonda za 2-1. Minut kasneje pa izenačenje in veliko veselje na gostujoči klopi. To je tale kombinacija, uspešen je bil Nejc Doplihar. Pogledajte tole veselje gostujočih igralcev in strokovnega štaba. Za veselje gostov je bilo kratko, trajalo je le 3 minute, kajti v 88 minuti so domačini prišli do 3. gola in na koncu do zmage s 3-2. Z nekaj sreče je bil uspešen Gašper Volk in tale gol je torej odločil zmagovalca v Rogaški Slatini. Kakšna sreča za domačine, ki so tako prišli do novih 3 prvenstvenih točk. Rogaška Vitane Zbilje 3-2. In kakšna je lestvica po odigranih 23 krogih? Na vrhu so sedaj sami nogometaši AŠK Brava z 51 točkami. Na drugem mestu so igralci Cherry Boxa Taborje iz Sežane z 49, na tretjem mestu pa igralci iz Radomel s 43 točkami. Na dnu je izjemno tesno in izenačeno. Na 14. mestu je Ilirija z 22 točkami, na 15. Vitane Zbilje prav tako z 22 točkami in na zadnjem 16. Brežice Termečatež z 18 točkami. Za konec preletimo še pare 24. kroga. Vse tekme bodo odigrane v soboto 20. aprila. Ob 14. uri bo obračun Ankaran Hrvatini Kalce Radomlje, ob 15:30 uri Brežice Terme Čatež Nafta, ob 16. uri AŠK Bravo Ilirija in ob 17. uri Fužinar Vzajemci Krka, Drava Dakinda Ptuj Jadran Dekani, Beltinci Brda,
Cherry Box Tabor Sežana Rogaška in Vitanec Bilje Roltek Dob.